Kaj so ključne izboljšave, recimo, ki jih zdaj obstoječim sistemom, bodi si v financah ali pa kjerkoli, prinaša blockchain? Banke ne bodo več edine finančne institucije, ki na primer pomagajo financirati sisteme pa podsisteme. DeFi pa sam bo pa definitivno imel tak impact na naše bančne sisteme, da nam pomaga, da niti jasno ne bo. Lahko tudi svoj denar, ki ga držiš na računu, preneseš noter v decentralizirane finance, na blockchain. Lahko definitivno dobiš boljše donose, bi se uporeči, kot pa pri današnjih bankah, naprimer. Koliko davč pa bi rekel, da smo od tega? No? Finance so tukaj, banke so tukaj, odpirajo se veliki projekti, dogajajo se velike investicije v to, banke delajo med sabo stablecoine. Kaj je tista glavna zadeva, glavna filozofija Ethereuma? Ethereum gre v smeri tega, da se Web3 lahko sploh razvija. Se lahko grem finance, s tem, da pač čisto izključim ven banke. Bankam kot samim ne zaupam, ampak če pa ti hočeš dejansko World Wide Web spraviti na blockchain, najverjetneje transakcija na Ethereumu stala manj za milijardo evrov. Ni šanse, da bi se to zgodilo. Tako da Ethereum je bila dobra osnova, dober začetek, je backbone. Misliš, da je možnost, da se kar hitro pojavi kakšen Ethereum killer? Če nekaj narobe narediš, so tvoja sredstva lahko šla in nikoli več ne boš videl. Ti osebno, katere recimo 3 projekte na Ethereum omrežju sam najbolj spremljaš? Slovenija tokenizala svoj dolg. Na blockchainu so oni izdali obveznice prejšnji let prvič za 20 milijonov. Mislim, da je bilo 20 milijonov in je Slovenija prvič dobila kapital preko blockchaina. Povej mi, si upaš podati kakšno napoved za ceno Ethereuma, recimo do konca tega leta, čez 5 let ali pa kakorkoli? Lepo pozdravljeni v novi epizodi Incrementum podcasta. Moje ime je Nace Ajtnik in danes v studiu gostim Staneta Deviča iz društva Ethereum Slovenija. Lepo pozdravljeni. Stane je strokovnjak na področju interneta tretje generacije oziroma Web3, decentraliziranih financ in tokenizacije realnih sredstev. Kot produktni vodja v blockchain industriji pa ima bogate izkušnje z uvajanjem podjetij v decentralizirani ekosistem. Danes bo spregovorila o Ethereumu, blockchain industriji, decentralizaciji financ ter kriptovalutah na splošno. Stane, hvala, da si se mi pridružil še enkrat, pa mogoče kar začneva. Kako si se ti sploh prvič srečal z blockchain tehnologijo in kaj te je pritegnilo specifično k Ethereumu? Kako sem se srečal z blockchain tehnologijo? Zmeri sem bil, jaz svojo kariero pa študij sem začel v robotiki in sem zmeraj nekako videl, da dolgoročno hočem kariero razvijati v tehnologiji. Sem pa zmeraj iskal ta nek field, kjer bi pač se dolgoročno specializiral noter. Robotika ni bila glih ta zadeva preveč hardwarja, preveč zapleten. Pol pač sem videl, da nekako software, to je ta zadeva. In leta pred zaključkom mojega študija, še nekako v moji konec osnovne šole, se je pojavil pa Bitcoin. In toliko let je ta zadeva letela okoli mene. Bitcoin gor, Bitcoin dol, Bitcoin levo, desno, da pa nekako sem se začel poglabljati v tehnologijo, ki je za Bitcoinom in to me je nekako navdušilo, da sem potem razumel, da blockchain ni samo Bitcoin, ampak je blockchain čist nov način komunikacije. Vzameš lahko velik del človeškega faktorja ven pri vzpostavljanju posla, pri zaupanju, pri deljenju podatkov, že če vzameš človeka ven in human in the loop, če ga daš ven, potem že nekako delaš tudi veliko bolj stabilne sisteme, so manj manipulativni in tako naprej. Ethereum pa Web3, development, smart contracts, nekako sem to, začel se poglabljati to in sem bil tako, veliko pravil lahko zapišeš na blockchain, kjer se lahko execute avtomatično, brez da bi spet mogel človek noter posegati, oziroma, ko se zgodi nekaj, se execute samostojno, pa potem ta nespremenljivost me je navdušila. Se pravi, kaj enkrat zapisan je zapisan in to je to. Potem pa sem začel slediti Ethereumu, ker je bil eden izmed prvih takih development platform. In to je bilo to. Tako se je razvila ta ljubezen. Kako pa, torej ti si tudi že programiral, oziroma se ukvarjaš s programiranjem tudi na Solidityju, z Ethereumom, ali si se kdaj podal v te vode? Ali samo...
Ne. Kot vsakdanje službi ne programiram, ampak sem pa programiral do te točke, da sem znal komunicirati z developerji. Pač, če si v managementu, moraš vprašati prave stvari, moraš ti njih razumeti, da ne zapravljaš njihovega cajta. Tako da sem nekako spustil noter v programiranje, glih toliko, da si razumel potem, ne vem, kaj nuances, kako pač komunicirati, kako se vzpostavlja nov blok na chainu, da si videl te podrobnosti, pa ko enkrat to osnovo osvojiš, pa je v redu, pa je v easy, mislim v easy, pa sam še skelaš od tam naprej, pa je to. Da lahko razumeš, kaj ljudje, s katerimi delaš, ne sploh počnejo. Kdaj pa si se pol srečal v bistvu z kolegi pri Ethereum Sloveniji, oziroma kdaj se je pa to začelo? To se je pa začelo na enem dogodku v Ljubljani. Smo se nekako vsi trije, ki smo to začeli, znašli na tem dogodku. Torej ti si en izmed ustanoviteljev Ethereum Slovenija že obstajal prej. Je že obstajal prej, ampak je trajal 1 leto, nekaj takega, in potem je to vse skupaj zamrlo. Nič se ni dogajalo, pa smo pa mi našli to meetup skupino. Našli smo folk, ki je pač to zadnji menedžer in takrat ustvaril, in smo rekli, ja, lahko dobimo credentials, se lahko dobimo dostop do skupine. In smo šli z zunaj točke naprej. Se pravi, mi smo samo dobili meetup grupo, ampak... To je neka spletna platforma, kjer se ljudje srečavajo s podobnimi interesi. Platforma, kjer lahko gor objaviš nek dogodek, ki ga organiziraš, in potem ljudje se lahko tam prijavijo in tudi pač potem pridejo na event. Vse druge smo pomogli iti iz nule. Se pravi, vse druge kanale, teme, goste, financiranje, to je bilo pa vse iz nule. Vse iz nule. In to se je začelo približno za občutek, koliko let nazaj zdaj? 2 leti. 2 leti nazaj. Ja, zdaj že druga sezona teče, tako da ja, zdaj teče že drugo leto. Okay. Ko rečeš sezona, torej kaj to pomeni? Kaj je vaše poslanstvo, primarno poslanstvo pri Ethereum Sloveniji? Primarno poslanstvo je zgraditi most med Web 2 pa med Web 3. Med Internet 2.0 pa Internet 3.0. Sam blockchain in sama industrija, ki se je pojavila, je vse nekako je logično, da je šla prvo v finančno industrijo mogoče, z Bitcoinom in tako naprej, ampak se tukaj stvari zelo zakomplicirale. Zelo se je pojavilo veliko enih terminov, ki ljudem ni jasno, ki jih v navadnem internetu ne poznamo. Že samo tako validacija blockchaina, staking in tako naprej. In to so vse neki izrazi, ki so lahko zelo enostavni, sam pač nekako rabiš pa dlje cajta, da te stvari razložiš. In pa smo nekako čez naše meetupe primarno za ljudi, ki so že mogoče bolj v blockchain industriji, pripeljamo neke govorce iz development področja, da povejo, ne vem, aplikativno, kako so sestavili neko aplikacijo. Potem iz scientific področja smo imeli tudi bolj science teme, kjer so prišli hardcore matematičari. In so govorili, ne vem, o ZK, se pravi zero knowledge, komunikacija in tako naprej. Tako da nekako v meetupih samih pač pripeljamo content do ustvarjalcev, pa mogoče do ljudi, ki se spogledujejo z blockchainom, in pa seveda tudi zunaj, ki investirajo v kripto, ker zelo veliko ljudi pride, pa je tako pol, kje so alfe, kje so stvari, da lahko investiram. Ampak zdaj pa z drugo sezono smo pa rekli, da moramo iti en korak dlje in pa delati bolj na tem, da vzpostavimo povezavo med Web 2 podjetji in med Web 3 podjetji. Tako da bomo zdaj štartali neke breakfast, se bodo imenovali dogodki, kjer bomo pa že povabili na te evente ljudi, ki so iz Web 3 pa iz Web 2. Naprimer nekoga, ki dela na social mediji v Web 3.0, bomo povabili nekoga, ki skrbi za social medije v Web 2.0, in da se potem te skupine med sabo združijo in da potem slišijo, kaj je sploh poanta 3.0, ker ljudem ni čisto res jasno. To sem hotel najprej, da razloživa. Deva, potem se bova vrnila nazaj, ker imam še eno vprašanje, čisto glede vašega društva, ampak za začetek internet 3. generacije, torej Web 3.0, ki so ga zdaj že parkrat omenila, če bi lahko od začetka samo za gledalce Web 1, Web 2 pa Web 3, no tudi za mene, da ne bom preveč pomemben izpadel. Prvi internet, ki se je pojavil, je internet 1.0, je bil
internet, kjer si lahko imel read opcije, a ne, se pravi beri. Nisi mogel delati nekih full interakcij s samim spletom, ampak si lahko dal noter spletno stran in se ti pojavila spletna stran in tam si ti lahko prebral neke podatke, si dobil neke informacije, a ne. To je bila prva generacija. Druga generacija se je premaknila že na to, da zapisuješ lahko že na internet, se pravi, da ti ustvarjaš vsebino in jo nalagaš sproti gor. Tukaj se je potem pojavil, ne vem, z Facebook, Instagram, čeprav to že kar pozno, imel si te neke forume, glasuj zame, če se spomniš, pač tak, naša generacija, ne. Tam se je pač to pa že pojavljalo in se pravi, da si lahko nekaj svojega objavljal gor, si nalagal na serverje od teh podjetij, naprimer od Facebooka, od Mete in tako naprej. 3.0 pa predstavlja, je pa prenesen noter v aspekt interneta lastništva. Torej, pomaga na 3.0 ti internet ti pomaga, da nekako zmeraj lahko dokažeš, česa se ti lastiš. Nisi več vezan na centralne baze, naprimer, nisi več vezan na to, da Facebook shranjuje tvoje slike, ampak vsi, ki so preklopljeni v omrežje, lahko shranjujejo tvojo sliko. Torej, 3.0 je prinesel noter decentralizacijo. Se pravi, če smo čez internet 1.0, 2.0, smo jih vzpostavili z zelo močno centralizacijo, torej Facebook je mogel postaviti serverje, če je hotel laufati, Google enako. Gre internet 3.0 v smeri decentralizacije, kar pomeni, da ni vse shranjeno na enem serverju, ampak da je veliko razporejeno po različnih serverjih okoli po svetu, ki naprimer laufajo Bitcoin, ki naprimer laufajo Ethereum in tako naprej. Tako da to je ta zadeva, potem pa, ne vem, enkrat, ko lahko se zapisuješ vse, pač kako se premikajo neka sredstva na chainu, je to lažje potem tudi dokazovati, ne vem, neko lastništvo, kaj se ti lastiš, kaj so tvoji podatki, ker si ti edini lastnik teh podatkov, se lahko tudi odločiš, katere podatke boš da razkril, katere ne boš hotel razkriti. Nekako gremo proti temu internetu, ker boš lahko zadržal neko anonimnost in boš lahko razkazoval samo pač svoje osebne podatke, kar boš hotel. Ampak kako je to zdaj, recimo, jaz sem, recimo, da laik, želim si uporabljati internet tretje generacije zdaj, danes. Je to še preveč v povojih, oziroma kako lahko jaz recimo zdaj pa dostopam do ene zadeve, ki je na Web3, na internetu tretje generacije? Torej, predvidevam, potrebujem svojo denarnico najprej. Zdaj si dobil produkt osebo za pogovarjati tako da jaz imam pač malo love-hate relationship s to 3.0 industrijo, kar se tiče user experience-a. Je toliko na novo, da valjda so zadeve ful zakomplicirane na začetku, Sploh zaradi tega, ker govorimo o decentraliziranih sistemih, pomeni, da noben nima kontrole nad njimi. Torej, če se nekaj zgodi, če nekaj narobe narediš, so tvoja sredstva lahko šla in nikoli več ne boš videl, Tako da tukaj se potem ta uporabniška izkušnja z Web3-om postane malo zapletena, zaradi tega, ker je veliko enih pasti, če nisi pozoren, se lahko noter ujameš v njih, In zdaj pa, če govoriva tako za samo interakcijo z Web3-om, pa rabiš denarnico. Zdaj ljudje sprašujejo, kaj ta denarnica je. To ni čisto nič drugega, kakor imaš naprimer nek extension v samem browserju. Razširitev. Naprimer, če se kdaj videl na Google Chromu, imaš te plugine, kjer naprimer zelo veliko uporabljamo ta adblocker, ker si ga ne štimaš gor in potem ti pomaga pri samem uporabniški izkušnji. Imaš potem Web3.0 denarnice, naprimer MetaMask, Phantom, to so najbolj znane denarnice, pokrivajo, ne vem, Ethereum, Solana in tako naprej. In s pomočjo te denarnice potem ti imaš interakcijo z Web3.0. Se pravi, ti moraš za vsako interakcijo, če hočeš imeti naprimer z Ethereumom, moraš vsakeč plačati nek majhen delček Ethereuma, da se tvoja interakcija z Ethereumom zapiše gor na blockchain. Kaj v bistvu plačaš? Plačaš vsem tem validatorjem, ki poganjajo Ethereum, da jih nekako motiviraš, da bodo oni tvojo interakcijo shranili gor na blockchain in da bo tam zavedno ostalo. Je pa ta denarnica potem ključnega pomena za shranjevanje tvojih assetov noter. Danes si to lahko predstavljamo, lahko noter shranjuješ Ethereum, Ether, Bitcoin, kakorkoli. Se pa že pomikamo v smeri, kjer lahko shranjuješ noter svojo identiteto.
Torej, jaz sem naredil KYC, torej, kar pomeni, da sem meni v podjetju, ki skrbi za to, da izdaja neke tokene, sem dokazal svojo identiteto, s tem, da sem dal svoje dokumente. Oni so potem v mojo denarnico prenesli dokaz o tem, da sem jaz res ta oseba. In zdaj, naprimer, potem v tej denarnici lahko shranjuješ svojo identiteto, svoje digitalne asete, naprimer Bitcoin, svoje nepremičnine. Kmalu gremo že v tej smeri. Kmalu bomo lahko v tej denarnici imeli noter zapisano lastniško pravico do mojega avtomobila, do moje hiše in tako naprej. Ok, torej zdaj to za uporabo v bistvu Web3 interneta potrebujemo kriptovalute. Imamo naložbeno stran, pa tehnološko stran in to je v bistvu to, kar se skriva za temi kriptovalutami. Torej, kako bi ti najlažje nekomu zdaj opisal razliko med sami kriptovalutami in pa blockchainom? Kaj ponuja ta zdaj blockchain, poleg vsega tega, kar si zdaj naštel, razen naložbe v kriptotrg? Ker velika večina, kot si že prej omenil, kriptovalute, to kupim in potem pade, raste čez nekaj let. Upam, da bo več kot zdaj. Ampak zdaj se pa tukaj v ozadju. Torej, glavna razlika, recimo, kaj bi rekel ti, da je med kriptovalutam pa blockchainom kot pojmom, recimo. Kriptovaluta je aplikacija, ki se je naredila na blockchainu. Mislim, kriptoasset že sam po sebi ga rabiš, da lahko se komuniciraš z blockchainom, ampak zdaj pa, ko smo, naprimer, deva se bolj dotakniti tega aspekta decentralizirane finance, ki so bolj gre z roko v roko s samimi kriptovalutami. To so pač neki digitalni asseti, ki lahko imajo, lahko pa nimajo uporabniške vrednosti, roko na srce. Imaš zadosti shitcoinov in nekih zadev. Velika večina bi celo rekel. Ja, točno to. Imaš veliko enega, kjer nima čisto nobenega pomena zadaj, ker token sploh nima nobene veze, ampak nekako ljudje naredijo, ker je ta nek nor hype. Mogoče tudi late stage kapitalizma, pa bomo videli, kaj se bo zgodilo. V glavnem pač sama kriptovaluta, se pravi pač sam token, naprimer Ethereum, je nek asset, s katerim boš plačeval transakcije, da lahko komuniciraš s samim blockchainom. Potem se pa začeli na njih razvijati potem še tokeni, ki se potem že lahko predstavljajo že lastništvo naprimer v nekih drugih aplikacijah. Kar pomeni, da če ti narediš neko aplikacijo na Ethereumu, pa daš ven svoj token, načeloma greš v smeri decentralizacije samega upravljanja aplikacije. Zdaj, če dam nek sam banalen primer. Naprimer, mi da danes narediva nek app in rečeva, ok, zdaj to je res Web3 app in zdaj bo dala ven najne tokene. Ko greš enkrat res v smeri decentralizacije, postanejo te tokeni tvoja glasovalna pravica. Torej, kaj to pomeni? Mi dva, ko enkrat decentralizirava aplikacijo na blockchainu, ne morejo več spreminjati, razen če se tisti lastniki tokenov po večini ne odločijo, da sprejmejo to spremembo ali pa ne sprejmejo. In tukaj potem v vlogo prihajajo razne kriptovalute, ki pomagajo pri tej komunikaciji, pri governance rights, temu rečemo, naprimer. Tako da sami tokeni imajo lahko zelo veliko enih različnih pomenov, valjda jih pa ljudje največ vidijo v špekulativne namene, ker je pač že enako dolar. In pač bodo pol štekali, ok, 10% gor, 10% dol, tako se odraža na moje denarnici, pa gremo. Ampak sama aplikativna zadeva teh tokenov je pač bolj drugačna. To so zdaj tokeni, blockchain je potem samo pač infrastruktura, ki omogoča vse to. Se pravi, blockchain je, ko se enkrat zapiše gor, se ga ne more manipulirati več, razen če ga ne napadeš, se pravi, če bi ti danes lahko skontroliral vsaj 51%, če bi imel vseh Ethereum ETH-ov, se pravi, to je Ethereum Coin Ether, če bi imel 51% tega, bi potem že lahko zmanipuliral sam chain, da bi spremenil state of the chain, tako pa ker tega nimaš, pa to je zelo drago, če bi hotel to imeti, pa tega ne boš mogel nikoli narediti. Tako da nekako prek blockchaina se spostavlja dodaten monetaren security. Včasih tega ni bilo. Včasih je bil sam pač security kot dajte ne zbiti mojih serverjev, pa da ne prijeti noter, pa ne. Zdaj pa, ko imaš tukaj cache, zdaj pa ti veliko težje tukaj manipuliraš. Tako, ok, super. Kaj so ključne izboljšave, recimo, ki jih zdaj obstoječim sistemom, bodi si v financah ali pa kjerkoli,
prinaša blockchain? Zakaj zdaj kar naenkrat toliko ljudi, kot recimo tudi ti sami, institucij in celo držav verjame v tehnologijo blockchaina? Kaj so te ključne izboljšave, ki jih bo prinesel Web3 blockchain trenutnemu svetu, trenutni normi? Pa tukaj sem že na začetku omenil. Blockchain je čist nič drugega, pa koliko je folk sposoben prodati blockchain v fulejnih različnih smeri, ampak blockchain je čist nič drugega kot nov način komunikacije, učinkovitejša komunikacija. A ne? Ni neki zdaj AI, naprimer, ampak je ta, ki so tako res neke težke zadeve. Se ne bom rekel, da blockchain ni težka zadeva, tudi matematično gledano zelo kompleksna zadeva, sama kriptografija, ampak samo tako v aplikativni smeri ti blockchain samo pomaga pri tem, da imaš bolj učinkovito komuniciranje, kar pomeni, da prinaša noter transparentnost. Vidiš, kaj se naprimer dogaja s tvojimi sredstvi, pa odreže ven tega middlemana. Se pravi, middleman, kako rečem to po slovensko? Posrednik. Pač neki posredniki. Ja, tako. Naprimer, danes, če pogledaš, kako delujejo same borze in investment houses in pač tako te ogromne zadeve, tako res te krave, ogromne. Ti imaš velikega middlemana vmes, ki je veliko stvari, pa ti tam vzame malo provizije, in pa že sam strošek laufanja takih velikih sistemov pač je že ogromen. Če sam predstavljaj si banke, da si med sabo delajo poravnave na leto, stane milijarde in milijarde. Na blockchainu pa kar naenkrat strošek, marginalen strošek vsega tega, pač z dodatnih zadev, ki jih daš gor, pač limitira proti nuli. Ne bom rekel, da limitira čez proti nuli, ampak limitira pa pač zelo, zelo bolj dol. Zaradi tega, ker sam zaradi učinkovitosti pa zaradi čisto ničesar drugega. Tukaj je pa mene DeFi prepričal. Pa sem jaz pri DeFi-ju, pri decentraliziranih financah, kar naenkrat pogruntil, wow, jaz se lahko grem finance, s tem, da pač čisto izključim ven banke. Bankam kot samim ne zaupam, ne da jim ne zaupam, definitivno je to pomembna institucija v družbi, pa v državi, ampak netransparentna je. Netransparentna je, pogledamo Slovenijo, Slovenci nismo zahtevni finančni potrošniki, a tako da bi rekel, videli smo, kaj so vse banke delale z našimi donosi vsa ta leta. Te banke upale ponuditi 0,1% donos na leto in se pa samo vprašaš, pač ne rabiš tega izkoriščanja in lahko tudi drugače stvari postaviš v drugi smeri. Tako da takrat je pa meni naredil tudi malo klik. Torej, to je bila zate recimo tista prelomna točka, da si se popolnoma odločil za blockchain pa za to. Pa recimo zdaj, ko smo pri decentralizaciji, zakaj pa se ti zdi to boljši sistem kot trenutno zaupanje nekim centralnim enotam? Zdaj, če mogoče pogledava zgodovino, vedno je bila v zadnji neka centralna enota, centralna banka, neka institucija, ki je pač nadzirala sistem, bodi si finančni, katerikoli v ozadju. Zdaj vemo pa, da tudi te institucije ne rade spustijo to moč iz rok, seveda se nobenemu ni v interesu, če služijo toliko denarja. Recimo se ti zdi, da je sploh možno, da bo prišlo do take decentralizacije, da bodo te, zdaj iz pragmatičnega vidika, te institucije, močne banke, kdorkoli bodo dovolile, da pride do takega sistema upravljanja? Kaj ti misliš? Same banke so že danes pogruntale, da decentralizacija ima prednosti. Zaradi tega, ker konec koncev vse je biznis. Vse pač biznis je input, output, moj profit koncu leta je pač to in nadijo. In banke so pač pogruntale, da s pomočjo blockchaina, ne bom zdaj rekel, da so to banke na veliko pogruntale, ampak naprimer že sam pogledaš BlackRock, koliko naprimer pač zdaj je glasen za tokenizacijo ESO. Mi smo imeli zdaj pred kratkim tudi meetup, je bil en Slovenc, ki dela v blockchain labu za Unicredit, se mi zdi. In dela tam že eksperimente med sabo banke, pač tradicionalne banke, želijo že eksperimente, kako bodo adaptali Ethereum in stablecoine na Ethereumu za poravnavo računov med samimi bankami. Da banke bodo šle v tej smeri, posli bodo šli v tej smeri,
ker bodo imeli večjo učinkovitost, spet sem pri učinkovitosti. Tako da tja bodo šli. Zdaj, a bodo oni hoteli, mislim, že sam tako gledano, se imaš neke konkurenčne prednosti, pa definitivno, mislim, noben ni nor, da bi zdaj vsako podjetje hotelo pokazati širnemu svetu, komu plačuje račune, pa koliko računa na koma, pa kaj tazga. Zato tukaj tudi vstopajo noter, tudi blockchain, ni nujno, da je vse javno. Pač imaš tudi te zero knowledge proofs, neke težke, neke zdaj bolj matematične zadeve, ki bodo omogočile še zmeraj komunikacijo na blockchainu, brez da bi ti, na primer, pokazal, kaj se je zgodilo v tej transakciji. To je danes sicer iz našega biznisa, se pravi v Swissborgu, v samih investicijah v kripto, je to zelo velik no-go. Če se pojavi tam blockchain, ki ti zagotavlja anonimnost, to že vsi piskajo. To že vsi piskajo, ampak s časoma, ki pa bodo za države se onboardale, zdaj pa s časoma, ki pa že vidimo, naprimer, da Dodge, ta Department for Government Efficiency od Muska, pa Trumpa, že nekako se spogledujejo s tem, da bi šli na blockchain. Ne vem, je to bil fake news, a je to res? Sem prebral temu? Sigurno se kaj dogaja v to smer, jaz še nisem za sigurno slišal iz njihovih virov uradnih, no, ampak kolikor je Musk pristaš te kriptovalute, čist možno, da se o čem takem pogovarjajo v zadnje. Točno to. A veš, sem sam zaradi tega. Jaz mislim, da v eni točki tudi naši sistemi so toliko načeti. Če zares, državni sistemi so načeti, zaupanje v velike sisteme je načeto. In mislim, da če se bo hotel spet nekako vzpostaviti nazaj, ne rabiš imeti tega centralnega vodenja, zaradi tega, ker valjda boš ti zmeri mogel imeti nekega centralnega odločevalca. In tudi jaz, na primer, ne bi hotel, da malo državo zdaj decentraliziramo, pa da tako furamo, je tam en človek z razlogom, ampak uvid v to, kaj on dela, zakaj sprejema neke odločitve in kaj so pač underlying data, da se sprejema tako, pa da gre v tej smeri, to pa lahko pa zagotoviš z blockchainom in s tako zadevo. Tako da nekako bude tudi pomanj, da ljudje v eni točki začeli zelo forsirati. Se pravi, transparentnost predvsem, ne pa neko preverljivost, kaj se dogaja, pa zakaj se predvsem dogaja. Recimo, to je bilo definitivno dobro pri kakšnem sprejemanju proračuna ali pa pri volitvah, recimo, ali pa če sem takega, zelo hitro bi prav prišla blockchain tehnologija. Na primer, danes se v družbi zelo veliko zanašamo na novinarje, na raziskovalne novinarje, pa na razne tarče in oddaje, ki jih poznamo, da opravljajo svoje delo za raziskovalno novinarstvo, da pač pogruntajo, kaj se dogaja v ozadju. Zdaj si pa sam predstavljate, da gremo proti prihodnosti in nismo tako daleč od nje, ker bo to sproti sistem delo na mesto novinarja. In tako, kak je ne bo v redu, bo zapiskala. Zdaj bi pa rad videl vlado, ki bo rekla, da se želijo izogniti takšnemu sistemu. Pač lahko vse, sem manj se zadolg, ne bodo več mogli. Je res tudi Putin je rekel, v bistvu, on je rekel za Bitcoin, nekaj malo drugačen blockchain, recimo, ampak je rekel, kdo bo to ustavil, zaenkrat ga ni na svetu, ki bi lahko to ustavil. Tako da decentralizacija očitno ima nek pomen, ampak še vsem se pa trudijo recimo kakšne večje institucije, recimo Evropska unija, je zdaj uvedla regulacijo, Mika. Kako misliš, da se še vsem bolijo te institucije decentralizacije, ali, ker nekako ni tega sledenja, ne more imeti to pod kontrolo 100%, ker ravno zaradi decentralizacije ni neke osebe, ki bi rekel, povej mi zdaj, kako pa kaj se tukaj dogaja. Misliš, da je to še vseeno tukaj kakšna skrb, da Mika še ni toliko bavbahu, kar je Anglija, naredila s svojimi sistemi. Anglija je naredila sistem, kjer je res tako bolj, da se izogibaš angleškega trga, kar se tiče kriptovalut. Mika je pa pač, ful Američani tudi pravijo, pač Evropa, number one izvoz Evrope je pač regulacija. Tako. Pač to je res, ampak je pa Wild West. Mislim, roko na srce, je pa Wild West, zaradi tega, ker od vseh skemov ni bilo zdefiniranih pravil,
Vsak je lahko dal ven token. Jaz se strinjam s tem, če gre podjetje graditi Web3 platformo, pač dej svoje jajce na dnalo do ene točke. Ne moreš biti samo beta, da bo nekdo drug za tebe dal vse, pa boš pa ti v eni točki samo se skril. Ne bo pa nobena zakonodaja, ki bi te lahko jela, pa bi te kaznovala. Pač malo je treba te stvari spraviti pod kontrolo, zaradi tega, ker se je preveč razpasalo v eni točki. In veliko ljudi se je upekalo in kakor si pa lahko še prepošmo, da se ljudi upečejo, predtem bodo ljudje rekli, ok, to je shit. Tako. In tega nočemo. Tako da pač še zmeri neka normalna regulacija. Zdaj to z DEXi, to je zdaj zelo, z decentraliziranimi exchange menjalnicami, to je zdaj zelo dobro vprašanje, ali ja ali ne, ampak nek tako playground osnoven se je pa mogel zgoditi. No. Ne, pred 10 let nazaj ali pa 5 let nazaj, recimo še Larry Fink je govoril, da so kriptovalute namenjene samo za pranje denarja, pa kriminal, hvala Bogu, se je izkazal zdaj, da to ni res, ne? In gremo nekako v to smer, ampak nekje tam pa je tudi bilo na začetku, ne, je bil divji zahod, tako kot si rekel. A veš, mene ful smešen, ko slišim Lagardovo, pa Ursula von der Leyen, pa razne te neke svetnike iz Evropske unije, ki pravijo, ja, ne, veliko se denarja, Bitcoin je sredstvo, ki se uporablja za pranje denarja. In sem tako, a vi sami sebe slišite. Aha, 2009, ko se je pojavil Bitcoin, smo mi začeli prati denar. Ker pa prej ni bilo šanse. Prej pa kakšen evro, kakšen dolar, ne, to je bilo pa vse transparentno, je bilo vse čisto. Tudi meni ta argument, ki ga slišam, da je pranje denarja financiranje terorizma, definitivno se dogaja. Mislim, nam rekel, da ne. Ampak je pa toliko šibek argument, ker sem sam tako, a res kaj. Pač zakaj nismo pa scancel tako vsega, ki smo pa začeli, zakaj nimamo samo še naturalno menjavo in to je bilo najboljše. Mislim pa bi najverjetneje tudi jajca bila, pa ne vem, že deležna tega pranja denarja, ali nekaj, ne vem, tako da. Ja, je kar slab argument, sploh glede na to, da vsaka transakcija, ki se zgodi, je zapisana za nazaj, ne, tako da če bi si zelo želel katerekoli v bistvu transakcije, ki so se dogajale, pa tudi enkrat offboardale, bi jih mogel de facto najti, samo odvisno koliko časa si bi vzel za to, pa koliko je volje v zadaj za tem. Ok, zdaj se povedala, da v bistvu Bitcoin tudi nekako s tem, ko je prišel, ne, je rešil neke probleme, neke izzive, ne, denarja, recimo, če pogledava, ne, zaradi te sledljivosti, ne, torej pranje denarja je težko pri Bitcoina. Tudi inflacijo nekako rešuje Bitcoin, če pogledava nekatere probleme, izzive. Kaj pa je zdaj filozofija ključna Ethereuma, razlika med Bitcoinom pa Ethereumom glavna? Kaj rešuje Ethereum, Bitcoin recimo, da bolj poznamo? Kaj je tista glavna zadeva, glavna filozofija Ethereuma? Ethereum gre v smeri tega, da se Web3 lahko sploh razvije. Se pravi, da lahko obstajajo aplikacije, ki delujejo na decentraliziranem internetu. Torej, Bitcoin je se pravi za ta monetary storage pa value, pa bolj ta monetarna zadeva. Gre Ethereum bolj v smeri, da lahko vsak posameznik, kot razvijalci danes postavijo aplikacijo na nek Amazonov server, da lahko potem razvijalci postavijo aplikacijo na Ethereum in potem gor ta aplikacija stoji in komunicira in deluje in tako naprej. So oni zelo hitro pogruntali, da če se bo hotel ta adoption zares zgoditi, Ethereum niti pa točko razno ni primeren temu, predrage. Zaradi tega, ker nekako, kakor sem prej omenil, vsako zadevo, ki hočeš zapisati na chain, na Ethereum naprimer, moraš plačati nek token, moraš plačati del, nek gas fee se temu reče, se pravi, kakor neka provizija, ki greste plačati na račun na pošto. In ta fee je vse večji, bolj kot je v mreži zaposleno. Nekako spet ta samoregulacija, bolj zaposleno, počakaj kasneje, da se bo kasneje transakcija naredila, dvigne ceno, da ljudje spustijo dol uporabnost. Ampak če pa ti hočeš dejansko World Wide Web spraviti na blockchain, ja, good luck. Ethereum bi najverjetneje transakcijo na Ethereumu stala manj da milijardo evrov. Zdaj kar nekaj probijam na pamet, ampak tako govorimo, da ni šanse, da bi se to zgodilo. Tako da Ethereum je bila dobra osnova, dober začetek, je backbone.
ni samo Ethereum. Imaš še danes že veliko drugih L1 chainov, Solana je tale kar velik kompetitor, ki že tudi sledijo Ethereumovi filozofiji, ampak arhitekturno drugače gleda, se drugače pristopa do problema. Tako da pač Ethereum z smart contracti, s pametnimi pogodbami, pa da potem to poslovno logiko, ki jo ima vsaka koda. Vsaka koda ima nek business logic v ozadju in prek pametnih pogodb potem ta business logic introduceš v aplikacije, v decentralizirane aplikacije. Se pravi, Ethereum je v bistvu neka avtocesta, po kateri se peljejo ti projekti raznorazni. Ja. Recimo, decentralizirane aplikacije. Bi nam lahko dal en primer decentralizirane aplikacije? Kako zdaj jaz si želim narediti decentralizirano aplikacijo na Ethereumu, kaj rabim, kaj sploh to bo, pa kako se kreira zdaj decentralizirane aplikacije, če ni zdaj enega strukturiranega centralne enote, ki razvija to aplikacijo, kako se sploh ljudje zmenijo, da kaj nastane, recimo. Decentralizirana aplikacija je enako aplikacija lahko na telefonu, to, kar je pač imamo vse, kar imamo do zdaj, ampak ne živi na enem serverju, naprimer. Se pravi, pač njena logika, njen koncept, njen zapis je razporejen po vseh serverjih, kjer naprimer laufa Ethereum. Kaj to pomeni, se pač se mogoče sam zataknemo na hitro malo sam, kaj pomeni, da laufa Ethereum. Pomeni, da predstavljate si, da bi imeli doma nek mehen računalnik in nekje v kotu in ta računalnik bi bil priklopljen v internet in ta računalnik bi se povezal z vsemi drugimi računalniki, ki laufajo gor Ethereum. In vsi te računalniki med sabo morajo sprejeti nek konsens, kako izgleda trenutno Ethereum. Se pravi, vsi pa se morajo strinjati, da to je transakcija, ki se je zgodila, to bo naslednja transakcija in tako naprej. In v teh transakcijah so noter zapisani podatki. In se pravi, ko govorimo pa o decentralizirani aplikaciji, pomeni, da zapisuje podatke pač na chain v te prostore, kjer jim je noter namenjena. Da zaženeš danes aplikacijo, zbildaš, jo daš gor na Apple Store ali pa na Google Store in naložiš gor na server, tam ti nek stric odobri in to je to. Danes za decentralizirano aplikacijo pa ti jo naložiš na blockchain, se pravi, ti mu rečeš deployment, smart contract deployment, kjer vzpostaviš neka pravila, kako bo ta aplikacija delovala, pravila igre in to je to. In deployaš gor, plačaš nek fee, da lahko se gor deploya in to je to. Kako pa ljudje najdejo recimo zdaj to aplikacijo? Normalno v browserju, Kakor www.neki.neki. Ja, tako je normalno. Še zmeraj tudi te decentralizirane aplikacije ne laufajo v kompletu čisto res decentralizirano. Roko na srce. Frontend je na primer zelo velikokrat še zmeraj shranjen na Amazonu ali pa kaj takega. Imaš na primer tudi v Sloveniji, imamo podjetje Datafund, ki je povezano z Ethereum Swarmom, kjer se pa že ukvarjajo, grejo pa že v smeri, da decentralizirajo storage. Se pravi, da boš lahko, kakor predstavljati se, Amazon ima svoje serverje, pa ne boš več rabil nalagati noter k Amazonu, ampak boš lahko na primer naložil v te njihove serverje, ki bo hranila noter tvojo spletno stran in bo samo poklicala te serverje in se bo naložilo to v browserju noter. Zanimivo. Kako pa, če bi lahko eno primerjavo, da si lažje predstavlja, če to sploh mogoče zdaj, tako vprašanje, kako, če bi mogel Ethereum zdaj primerjati s kakšno platformo na web 1.0, recimo na prejšnji verziji interneta, obstaja kaj podobnega, ki bi rekel, to je zdaj Ethereum na web 3.0, to je pa zdaj taka platforma oziroma kaj podobnega obstaja prej, da si lahko predstavljamo ali sploh? A govorijo specifično o Ethereumu ali blockchainu? Lahko tudi za blockchain rečemo, ne sploh, ja. Predhodni blockchain je bil fascikel. Fascikel? Pač dal bi se na fascikel. Pač predstavljaj si, da imel si neko tajnico nekoga, ki je vodil, ker ni bilo še računalnikov in je da mogel zapisati. Nekdo je vzel 5000 ven iz blagajne in nekdo je prinesel 8000 evrov, 8000 neke valute nazaj v blagajno. In je tam bila neka gospa, odprla fascikel in je pač zapisala. In ta je odnesel to in zdaj to novo stanje. Tudi to mi uporabljamo večkrat. To primerjavo. Ja, pač
Točno to, pač digitaliziran fascikel, pa čisto nič drugega, pač glorified fascikel. Pač ni druge, no, ok, ne, valjda ni tako simpel, vse pač ima še pol bolj druge zadeve, ampak tako bi rekel, načeloma to je to, ne. Okay. Povej mi potem, zakaj toliko kritik trenutno o Ethereumu? Zdaj imava dve strani, ne. Ethereum recimo se je veliko soočal zdaj z vprašanji o decentralizaciji, ne, čez v bistvu celoten razvoj. Če bi mi lahko povedal, kakšno je zdaj recimo trenutno stanje, ne, mogoče kle zdaj pride zraven ta trilema, ki si jo tudi že omenjal, ne sicer na naše daljše, ampak bo tudi do tega še prišla. Vprašanja, kakšno se Ethereum sooča zdaj, kje imajo probleme pri decentralizaciji, zakaj je to sploh problem, recimo? Ethereum, veš, da ima problem pri decentralizaciji Solana. Solana je decentralizirana. Ethereum je zelo močno decentraliziran. Če ti Ethereum kje prenese, ti prenese decentralizacijo. To nič kaj bad. Scalability je že drugo vprašanje. To je pa L2, L3 do L50, ki bomo malo prišli, bodo to pa reševali. Ampak ne, Ethereum, ja, a veš, ja, zelo veliko ljudi, a veš, builda Ethereum, pa ne vem, zdaj, tako bom rekel, ena stvar se na Ethereumu reši, pa nekako se čez nekaj cajta pokaže, da v bistvu še ni toliko zares rešeno, ne. Ne vem, zdaj so ene blobs, so neke zadeve, ki so optimizirale, kako komunicira Ethereum z L2 chaini, ki so razviti, se pravi, na Ethereumu, so nove blockchaini razviti na Ethereumu, ki pomagajo Ethereumu, da je lahko skalabilen, da lahko dejansko se zapisujejo gor podatki, pa brez tega, da bankrotiraš, kar sem prej omenil. Naprimer, se pojavlja tukaj spet težava, kako vse te transakcije hitro in poceni spraviti na Ethereum, a ne. Se pravi, ta scalability issue je še zmeraj prisoten, glih zaradi tega, ker si toliko decentraliziran, a ne. Tako da pač Ethereum sam še išče ta razvoj v prihodnje. Zdaj, ene kritike, ki jih slišimo, glede samega Ethereuma, je ful veliko kritike pride ven iz price performance, a ne. A veš, pa rečejo, ne vem, Bitcoin je prešišil Ethereum, Ethereum, koliko si beden, a ne. Pa si sam tako, jaz sem to špekulativno, sploh ne morem kaj odgovoriti, pač ok, good, a ne, mislim, ne vem. Se pravi, glede cene ne rad ugibaš, zakaj se kaj dogaja? Ja, glede cene ne rad ugibam zaradi tega, ker mislim, Ethereum je logično, da ima tako ceno, ker ima tudi pa zelo veliko likvidnosti gor, ne. Sploh zaradi finančnih aplikacij, ki so se razvile primarno na Ethereumu, in definitivno je ta nek intrinsic value spodaj, a ne. Ampak ja, ne bi mogel pogledati to zadevo, ne morem jo pogledati skozi prizmo ja, pa same decentralizacije, pa same cene tokena. Bolj gledam danes čez aplikativno vrednost, a ne, pa čez samo aplikacijo Ethereuma. Malo so se oni zafrknili, ker niso toliko veliko delali na adoptionu. In adoptionu govorimo o marketingu, a ne. Veliko so, da ne bo zdaj kdo razumel, da ni prav to, kar so delali. Valjda, da so mogli veliko se fokusirati na development, community, buildati gor dol, ker še danes vidimo, da je še veliko za zbuildati, da to postane mainstream, a ne. Niso pa toliko bili močni v marketingu, na primer, a ne. Danes ljudje še zmeraj ne vejo, na primer, zakaj bi šli na Ethereum, razvijalci, na primer, ali pa podjetja. In Ethereum bi mogel biti glaven tisti, ki bi tukaj mogel imeti vodilno vlogo, Ethereum Foundation, ki bi prišli in bili maharji, in prišli noter in vse sezuli in rekli, folk, pač dej, ne, to pa to, in bi pač mogli te uvide in pač pomagati podjetjem razumeti, v kateri smeri se lahko premaknejo in kaj je prihodnost, a ne. Tako da jaz bi rekel tako, nekako niso bili toliko uspešni tudi pri samem prodiranju v mainstream. Poleg tega, da je še nekih development zadev, ki jih moraš rešiti. Poleg tega, a veš, pa se zgodi vsakič pač ta bull pa bear market, a ne, ker pač ker je toliko gre vse z roko v roki,
kar se tiče same špekulativne narave. A ne? In pa, veš, tako, ko gre cena gor, so vsi full hyped, ja, gremo za še mi buildati gor, ko gre to dol, pa takrat si zapustijo. Točno to, a ne, pa ne vem, veliko ljudi se upeče, veliko ljudi izgubi denar in pa se noče ukvarjati s to tehnologijo, ker je pač tehnologijo enačijo z izgubo sem denar in pa spet, ne vem, Ethereum naredi 5 korakov naprej in pa 4 korake nazaj, ki je spet bera, ne. Dobro, ne bom zdaj pospeševal, ampak tako, načeloma pač ful enih stvari, ki se jih moraš tako izboljšati pa skomunicirati in to naprej. In tukaj Ethereum Slovenija, na primer, je glih ključna organizacija, da podjetjem in posameznikom pomaga in pokaže, kaj se da. To sem te hotel, dobro, da si pripeljal nazaj do Ethereum Slovenija. Sem te hotel še vprašati, vi ste namenjeni torej bolj podjetjem oziroma lahko tudi jaz kot posameznik, recimo zanimajo me te zadeve, se lahko udeležim kakšnih vaših dogodkov ali organizirate bolj za podjetje, je to bolj privatno ali kako imate organiziran na tak način? Danes sploh ne obstaja več posameznikov podjetja, če zares. A veš, ker danes imaš pač enega developerja zapretega v sobi, ki pač ima vredno podjetje milijone, ampak je on sam. In šlaufa zadeve prek kode. Tako da danes je čist ta meja posameznika in podjetja, če je zares zamaknila, pač zabrisala, ker so se pač same stvari spremenile in pač akterji v sami industriji. Ampak definitivno to ni samo za podjetja in to ni samo, tako bom rekel, odvisno od teme, ki jo imamo. Kakšne teme so mogoče malo bolj preveč kompleksne, da bi lahko prišel kar vsak človek tja. Zaradi tega, ker pa, ko bo enkrat videl te matematične formule na tabli, se bodo ljudje izgubili. Mislim, jaz se izgubim, pa sem v industriji. Pa ko pride hardcore matematiki in pa, ko izgubijo kontrolo sami nad sabo in sem tako folk, chill, pač, dajmo tako komunicirati mainstreamu, a ne. Daj se pa oni pač malo preveč zagrejo, pa se malo izgubijo, ampak mislim tako, oni še zmeraj odnesejo, kar morajo, tako da ene teme so malo bolj kompleksne, ampak imamo pa veliko tem, ki so pa tudi tako bolj osnovne narave, kjer se predstavlja, ne vem, mehanizem decentralizacije, zakaj ima nek pomen in gre od začetka do konca. Tako da na tega se lahko recimo kdorkoli prijavi, če bi si želel. Na tega se lahko, na primer, kdorkoli prijavi, ja. A veš, ampak tako, na primer, veliko ljudi ima že znanje o računalnikih. Tudi če nisi programer, delaš najverjetneje za firmo, kjer se pogovarjaš skozi o privacy, security, front-end, back-end, database in tako naprej, a ne, sploh če si developer. Te so zelo dobrodošli, zaradi tega, ker bodo slišali enake koncepte, ki jih ima danes že pri sebi, in bodo slišali, kako se zdaj te koncepti aplicirajo na blockchainu. Kako zdaj dosežeti privacy na blockchainu, tako se prvi pogovarjali, na primer zero knowledge. Privacy danes dosežeš v Web2 je čisto easy, imaš tam zaščiten, zaprt in to je to. V Web3 je to visoka matematika, res visoka matematika. Srbi so zelo močni v tem, na primer. Pa se ti zdi, da je mogoče to velik problem, da je še kar kompleksno, ne? Recimo tudi za povprečno podjetje, ti, ki se s tem ukvarjaš, če bi si želeli predstaviti svoje delovanje recimo na blockchain, kako bi ocenil, je to še kar prijazno ali smo še daleč od tega, da bi to lahko katerokoli podjetje zdaj začelo uporabljati, recimo Web3, Ethereum? Kompleksno je. Kompleksno je, veš, že na primer sam, kako sem prej omenil, razložiti, kaj pomeni validacija transakcij, kaj je konsenzus mehanizem. Mi moramo spraviti, na primer, ko buildamo v blockchainu, moramo blockchain spraviti do te točke, kjer se ljudje sploh ne bodo več s tem ukvarjali. Do te točke, ker ti sploh ne boš vedel, da je zadnji blockchain. Tega ljudje sploh ne smejo vedeti. In podjetja, ko bodo pristopila k temu, sploh ne smejo imeti pač to, zdaj moramo biti pa na blockchain, zdaj moramo spreminjati vse v ozadju. Ne, na nas builderjih je to, da se UX prilagodi do te mere, da uporabnik, pa konec koncev tudi podjetje, ko bo deployalo aplikacijo na blockchainu, sploh ne bo vedel, ali je to zadnji blockchain ali ne. Podjetje bo valjda vedelo, da je blockchain, ker se mu bodo odklenile dodatne funkcije v podjetju, ki bo lahko zaradi tega na primer imel. Podjetje bo lahko drugače financiralo, bodo lahko preskočili vse tradicionalne banke, na primer,
institucije, bodo prišli do userjev drugače, bodo manj vedeli o userjih, kot naprimer danes vejo v njih, pa že danes naprimer s to raznimi piškotki in tako naprej že izziv, v prihodnje bo to sploh izziv, ker sploh naš ljudje dela transakcijo s tabo, ne boš mogel tudi podjetja se bodo mogla malo prilagoditi drugače temu, added value, vendor lock-in se bo drugače zgodil, tako da ja, je še tle veliko stvari za pobuildati, pa za narediti, ampak tako se da. Koliko daleč pa bi rekel, da smo od tega, no? Da bi postali tako Web3 prijazno za uporabnike, da bi lahko dejansko to uporabljali recimo na telefonu, računalniku ali pa kakorkoli v sistemih, brez da bi sploh vedel, da je v zadnji blockchain. Koliko bi samo ocenil, koliko daleč smo še to? 5, 10, 20 let, 30, manj več? Živiš v tako eksponentnem času, vse pač blockchain eksponentna tehnologija, ne, in pač zdaj res lahko ti rečem 5 let, pa čez 10 let, pa čez 15 let, lahko pa že naslednje leto, pač nek ta breakthrough, veš, sam nekdo mora pogruntati en vzorc, nekdo mora pogruntati samo en template, kako je pač po skelu brez večjih težav, obstajajo že ti templati in že tam so, ampak smo še kar nekaj cajta stran od tega. Ampak zdaj odvisno spet, za katero aplikacijo gledamo. Finance niso to daleč stran od tega. Finance so tukaj. Banke so tukaj, odpirajo se veliki projekti, dogajajo se velike investicije v to, banke delajo med sabo stablecoine, delajo svoje, nekatere uporabljajo, kar sem prej že omenil, že uporabljajo že trenutne. Tako da, kar se tiče decentraliziranih financ, smo mi že tukaj. Kar se pa tiče decentralizirani social media, ali pa ne vem, bolj tako neke drugi aspekti interneta, to pa je še vprašanje, je pa še vprašanje točno, kje se bo točno zgradila dodana vrednost tam, v medicalu valjda je, naprimer AI bo zelo velik katalizator tudi za blockchain, AI development, v AI je privacy zelo velik problem tudi, naprimer, blockchain je ki bo pomagal glih pri tem privacyju, ali pa pri tem, da zagotoviš nek fair value stream med tem, kako se AI model uči in pa kdo AI-ju daje podatke, tako da vse je to že tam, ampak sam še ta nekako šablona noter mora padeti. In AI development mislim, da bo nasleden, ko bo kar faced. Finance pa, finance so praktično že zraven, če ameriški predsednik nekako kupuje in investira v to. Recimo, da finance so že skoraj da zraven, no, si banke kupujejo, tako tudi vse večje institucije uporabljajo, nekako bo blockchain, da bojo komunicirali med sabo, tako kot si že rekel, ampak čakamo pa zdaj še druge. Tudi meni se recimo zdi, blockchain, ja, seveda bo velik del sveta in velik sistemov bo uporabljal blockchain, ni pa zdaj to potrebno, da gre celoten svet na blockchain, tudi to ni nujno, seveda je potrebno za komunikacijo, nekako verodostojno, dostopno, sploh pri AI-ju. Kako se tebi zdi, recimo, zdaj jaz pač sem že kar uporabnik umetne inteligence, pa tudi razumem par stvari, ki se dogaja na internetu, ampak zdaj pa kakšne čase pa že vidim kakšen video, pa se že malo sprašujem, a je to zdaj realnost ali ne, recimo, če se zbudim, ravno kar pogledam na telefon, pa vidim, recimo, una slika Trumpa, ki je tam klečal na sodišču. Kako se ti zdi, da bi blockchain lahko pa rešil zdaj ta problem AI-ja iz vidika fake newsa, recimo, da bi te napačne informacije, napačne neke informacije, ki jih objavljajo na internetu, kako bi lahko to regulirali? Bi lahko to blockchain rešil? Ja, blockchain ti lahko pomaga zelo pri reputation sistemu. Se pravi, bolj ko greš v ta decentraliziran sistem, naprimer, bolj zgubljaš kontrolo nad tem, kdo se zadnji skriva za tem. In reputation system se zdaj oblikuje na samih chainih, kjer boš ti lahko na podlagi vsega, kar je
na podlagi vsega, kar je človek naprimer naredil v preteklosti, naprimer na chainu ali pa off-chain, pač mu bo dal nek reputation score in pač dal oceno zaupljivosti. In tukaj bi lahko tudi naprimer blockchain pomagal, da agregira podatke naprimer o ustvarjalcih, o medijskih ustvarjalcih in potem ti tudi pač avtomatično zraven osajna nek value, trust value, a je to bolj fake, a je to bolj ne fake in tako naprej. Tako da sam ta sledljivost nekako informacij, sledljivost verom, potrjevanje, verifikacija informacij, to je vse voda na mlin za blockchain. Bo veliko pomagalo. Ampak recimo to potrjevanje, ne, za vse to recimo zaenkrat delajo te Oracli, koliko je pa to zaupljivo zdaj? Je to res 100% zaupljivo? Je možno, da kdo vpliva na te potrjevalce ali pa da se te potrjevalci sami izmislijo? Vsaka informacija zdaj, ki pride na blockchain, verjetno ni kar a priori veljavna. Kako bi? A mi da govoriva o validatorjih ali govoriva o Oraclih? Oboje mogoče razložim, ampak meni se zdi, da recimo Oracli pri Chainlinku so zadolženi za to, da off-chain data on-chain. Tako, off-chain, da vsa informacije, ki pridejo torej iz realnega sveta ali pa iz kjerkoli na blockchain, da so verodostojne. Je to zdaj, praviš, mogoče več sistemov, ali so ti sistemi sploh verodostojni, lahko dejansko zaupamo blockchainu ali možnost, da se tudi izkorišča na blockchainu? Oracle attack je nekaj najbolj slasten attack, ki bi se ga radi privoščili hackerji. In so se zgodili in sami Oracle, ki prenesejo podatke iz off-chain sveta na on-chain, da se zgodi neka transakcija, da se zgodi neka akcija potem gor, to je kar velik problem. Zdaj, koliko zaupati, kar Oracle sporoči gor na chain, velikokrat nimaš samo ene zadeve, ki bi naprimer lahko se izlovila, pa nekaj se zgodilo, pa da potem podreja celotno zadevo. Imaš tale potem fallback sistema, ki lahko verificira, a je to dejansko res. Vsak ustvarjalec, vsak, ki se pa poveže na določen Oracle, pa vsak developer pa valjda mora pogledati pa reči, ok, zaupam, kako je to postavljeno, to je postavljeno ok, in to je naprimer cool in bom to uporabljal. Ampak, veš, eno so naprimer Chainlink, je prva generacija Oracla, pa zdaj naš domov, ki je proti Chainlinku, so zelo dobri frendi, ki tam delajo. Je prva generacija Oracla, ki se je dejansko začela pojavljati, ko vzema nek data feed iz interneta in pošilja naprimer gor. In imaš nek single point of failure, je lahko točno ta nek Oracle, ki ga lahko napadeš in tako naprej. So pa zdaj že druga generacija Oraclov, ki pa naprimer ti sam ustvariš svoj Oracle za svoj database. In naprimer, kaj bi lahko rekel, je, da ti si nekdo, ki spremlja, ne vem, ceno nafte in namesto, da bi Chainlink bil tisti, ki opazuje tvoje cene nafte in jih kopira potem gor na chain, si ti sam podjetje, ki sporočaš ceno nafte prek svojega Oracla, ki ga imaš in-house in pošiljaš pol data gor on-chain. In potem, ko ti pošiljaš data on-chain, tudi ti dobivaš denar v zameno za to data, ne pa Chainlink. Ker naprimer danes Chainlink pobere podatke iz interneta, jih popakira da gor in vzeme za to nek strošek, popakira in da naprej in je pač Chainlink danes middleman tukaj. Vse smo pri middlemanu. Pač drugi Oracli gredo pa tudi že v smeri, kjer boš pa lahko ti sam se verificiral in rekel, lej, naprimer, jaz sem Nace, pač jaz vem o sebi najboljšo, kot vsi drugi in jaz sem najbolj trustworthy ver. A veš, če si pa ti kot najbolj trustworthy ver, če se pri tebi pol nekaj zgodi, kar se ne bi smel, pa nimaš te matematike, pa nimaš tega sistema na tem svetu, ki bi pač lahko zagotovil, pač da se ne bi zlomil. Tako da, ja, to je careful. Če bi se vrnila mogoče nazaj malo na stabilne kovance, to je zdaj recimo ena večjih stvari na blockchainu, pa sploh v kripto, recimo USDC, to se na Ethereum platformi zaenkrat razvija. Recimo stabilni kovanci imajo tudi do 3-krat toliko transakcij kot Visa v enem mesecu. Kakšen pomen imajo te stabilni kovanci nasploh? Je to velik del Ethereuma tudi? Ja, to je zelo velik sestaven del samega Ethereuma.
Veš, kako je bilo, ko se je pojavil blockchain, ko so se pojavile kriptovalute, si ti imel pač volatile assete, ne. Torej, ti nikoli nisi vedel, koliko casha se boš zbudil drug dan, ne. Pač lahko si šel spat kot milijonar, lahko si se zbudil kot revež, veš, ali pa obratno, ne. In nekako si zmeraj bil izpostavljen temu neko price fluctuation risku, se pravi ta neka volatilnost, in se nisi mogel boriti proti njej, a ne. Kako se v tradicionalnem svetu boriš proti neki volatilnosti, če se nisi pripravljen izpostaviti njej, naprimer delnicam, ja pač držiš dolar ali pa evra, a ne. Se tudi dolar pa evro ima nek price fluctuation, ampak ne v tolikšni meri, ker pač tu imaš špekulativni asseti, a ne, sploh kripto asseti. In pač razvili so se glih iz te pač neke smeri, kako pač ljudem omogočiti, da pač tudi shranjujejo neko stabilno vrednost gor na chainu, brez da samo pač potem odprodajo, ne vem, Ethereum in potegnejo pač iz ven iz chaina, ampak da denar še zmeraj ostane gor na chainu, a ne. In tukaj se je razvila ta prvotna aplikacija. Pa so pač pogruntali, ne, da this makes sense. Za ful enih stvari, a ne samo zato, da jaz tam shranjujem vrednost, ampak to, da vzpostavljam neke likvidne bazene, rabiš zelo velikokrat stablecoine, tudi naprimer, ali pa za transakcije, naprimer spet smo pri bankah. Pametne pogodbe definirajo v stabilnih kovancih, zdaj večinoma ali v Ethereumu, v Etheru, še vseeno. Se pravi, stabilna kovancija, pametna pogodba. Ja. Ti se pravi, moraš deployati to pametno pogodbo, moraš naložiti gor na blockchain in potem pač preko te pametne pogodbe potem ti tiskaš nove stabilne kovance oziroma jih vzemaš ven iz sistema in tako naprej. Čisto odvisno, o kakšnih stabilnih kovancih tukaj govorimo, a ne. Imaš algoritmične stabilne kovance, ki so pač propadli, kakor preden so se prijeli dobro. Pa imaš pa te bolj tradicionalne stabilne kovance, kjer pa imaš nek entity, neko podjetje v ozadju, in niso decentralizirani kovanci, to ni decentraliziran asset, kjer se potem neko drugo podjetje potem reče, jaz bom zdaj dal na blockchain za milijardo dolarjev kovancev in potem mora zmeraj dokazovati, a ima on dejansko milijardo dolarjev na svojih knjigah, a je likviden, da pokrije to, če bi slučajno pač se kaj zgodilo. Če bi folk prišel in rekel, da mi zdaj USD namesto mojega USDC-ja. In tako da tlele se pa pojavljajo Mika, pa naprimer tlele že naredila konkretne spremembe, stablecoini pa Mika. Sicer USDC je Mika compliant, tako da hvala Bogu, USDT se seli, kot jaz vem, čeprav ogromna institucija, ne bojo kar tako propadali, ker denarja imajo na pretek. Sicer, če jih vprašamo, imajo 100 milijard na računu, boh ve, mogoče ja, ker so povezani z zakladnico ameriško, ne. Ampak ja, definitivno zanimivi te stabilni kovanci, je pa to definitivno ena večjih stvari na blockchainu v zadnjih letih, ki je prišla. Če greva še malo na decentralizirane finance, ne, v veliki meri so zgrajene na Ethereumu, ne. Uniswap, Aave, kjerkoli projekti so, ki rešujejo probleme na decentraliziranih financah. Se ti zdi, da bo še vseeno Ethereum tisti glavni za DeFi tudi v prihodnosti, ali že slutiš kakšen drug Layer 1 projekt, ki bi ga lahko nekako prehitel, mogoče tudi na Layer 2 kakšna rešitev, ali je Ethereum še kar tisti glavni za DeFi, če se bojo popravili zdaj te probleme, stroškov pa to mogoče bojo še naprej nadaljevali, ali je? Ja, Solana je tudi kompetitor za DeFi, ne. Mi na primer pri nas v Swissborgu nikoli niti, če pride neko podjetje, ki hoče imeti nek token, pa pač reza kapital in tako naprej, ne, je načeloma naša usmeritev, ker gremo na Solano počasi, ne. Gremo tja gor in tudi na primer pač posledično se dviguje potem likvidnost v sami Solani. Tako da, ampak bi za zdaj rekel, da ni neke velike grožnje za sam Ethereum, kar se tiče decentraliziranih financ. Še zmeraj je tam veliko likvidnosti gor na Ethereumu. To je res, 4-krat več kot na Solani. Ja, a veš, če sam pogledamo
kaj decentralizirane finance pač sploh prenašajo. Ne? Se pravi to, da lahko menjaš valute, da lahko si izposojaš, da lahko posojaš in tako naprej. Ne? In za vse to, da res dobro učinkuje, pa za vse to, da res varno učinkuje, rabiš imeti veliko likvidnost. Torej, a veš, ni toliko simpel. Razen, če ne bo ful dodatnega denarja prišlo gor, je Ethereum že dosegel neko svojo učinkovitost, glih zaradi tega, ker ima toliko likvidnosti noter. Ker tako, kot ti govoriš o decentralizirani menjalnici, o DEX-ih, o poolih, veš, naprimer, da se zgodi neka menjava na Uniswapu, naprimer na decentralizirani menjalnici, mora nekdo podpreti, mora nekdo omogočiti to menjavo. In danes se zgodi naprimer tako, da hočeš ti prodati neko delnico, da nekdo hoče kupiti, nekdo hoče prodati, pa se povežeš skupaj. Tako, ja. V decentraliziranih financah imaš pa bazene, ki imajo noter ponavadi po 2 aseta, nekako v nekem konstantnem produktu, in v nek ratio, ki se spostavi med temi 2 asetama, in potem ta bazen potem omogoča, da se dogaja menjava sredstev. Zdaj pa te bazeni postanejo zelo neučinkoviti, če je majhna likvidnost. Tako da neki se preveč hecati okoli s tem, da zdaj prihajajo še novi chaini, valjda, da bodo. Mislim tako, vidiš tudi VC denar, kam gre. VC money chases DeFi, dost. Glih so se zdaj pojavili tudi neke Bera chaini, mislim, da je launčala prejšnji teden, neka ful hoče DeFi napadati. Pojavljajo se DeFi specific blockchaini, ampak rad bi jih videl, no. Še vse mora biti nekaj, v zadnji. Ja, mora biti zadnji. In Ethereum ima res takšen first mover advantage tukaj, da če se nekaj ne zgodi, ampak živimo v svetu, ker bo lahko jutri nekdo prišel in bo pač sesul Ethereum v nulo. In bo pač rekel, jaz vam poboljšal in decentralizacijo, in scalability, in security, in bodo ljudje rekli, ok, vas denar gre za tja gor. Tako kot DeepSeek prišel, recimo. Ja, točno to, Pa da veš, nikoli ne veš. Smo res v zanimivih časih. Se potem praviš, ker so lik na tej tematiki, Ethereum killerji, Vedno se govori, recimo, da mogoče bo pa Solana ta Ethereum killer, ampak nismo še zares tam, nobenega še ni. Blok je bil uspel premagati tržno kapitalizacijo, zdaj Ethereuma. Praviš, da zaradi predvsem tega, ker so bili prvi na trgu, prvi, ki so začeli razvijati in ker imajo to prednost, ampak po tvoje se to lahko kar hitro spremeni. Že recimo Vitalik Buterin je pred kratkim tudi tweetal, sicer da mu gre na živce, to, da mogoče je bil malo zaradi cene pod stresom, ampak da tak velik del kripta je samo kazino in gamblanje. To je v bistvu, kar se na Solani dogaja, na veliko, in mogoče je tukaj kakšna šansa, da bi zaradi tega prešali tam na veliko na Solano, ker to je še vseeno ogromna gmota denarja, seveda meme-coini, videli smo, kaj lahko naredijo, v parih dneh v bistvu Trump coin postal večji kot ene največjih firm na svetu, tržno kapitalizacijo, več 10 milijard, tako da misliš, da je možnost, da se kar hitro pojavi kakšen Ethereum killer ali iz vidika tehnologije ali iz vidika mase denarja, kako se ti zdi, da je ogrožen ali sploh ne? Ne, to se bojim, da ne more zgoditi in se tudi ne bo zgodilo. Gre to je ta Wild West, pač ljudje so zdaj ful videli, enemu dnevu lahko imaš 28,000% donose, in sem tako, friend moj, to nisi niti približno navaden človek ni, ampak to so pač veliko bolj zorganizirane ribe, tudi vejo točno, kaj delajo. Tako da ne, pa tudi, by the way, ko se tam, ko vidijo nekaj 3400%, da se dvigne nek token, naprimer v zadnjih 24 urah, noben ni najverjetneje potegnil ven tega profita, ker bo prvi človek potegnil prvih 10%, bo cena tako dol padla, da to je pač sam full velik hype. Tako da ne, jaz nekega še Ethereum killerja ne vidim, razen Ethereum samega sebe. Pač Ethereum samega sebe pa lahko za kola komod. Pač če ne bodo deliverali, če ne bodo začeli že enkrat v smeri, če ne bodo začeli, so se trudili v tej smeri, dobro, ne sem tudi mogoče malo preveč kritičen, trudijo se, delajo v tej smeri, ampak če ne bodo pa se oni sami veliko usmerjali z marketingom in s tem, da bodo začeli
upeljevati tradicionalne igralce, ne samo finančne, ampak tudi nefinančne gor, bodo pač sami sebe ustreljali, ker kolikokrat še, mislim, koliko let lahko še visijam prodaš zgodbo. Ja. Veš, ker zdaj veliko stvari je na zgodbi, a ne? Ne vse, sploh ne vse, ampak veliko pa jih je, a ne? Tako da tudi ta VC money pač bo šel na let sam tokrat, a ne? Retail bo šel v bull market sam tokrat. Čas je, da se nekaj primerljivega pokaže, ne, tudi nekaj prijaznega, mogoče uporabnikom, tako da definitivno se ful veliko projektov je, naprimer, mi pri nas vidimo, tudi Slovenci, naprimer, buildamo ful dobre projekte, imaš ful veliko tako enih mehnih developerjev okoli, ki so samo tako, kje si se skrival, sploh ne veš za njih, pa so firme, a ne? Tako da so kar uspešni builderji in delajo dobre aplikacije, ja, tako da, ampak veš, vse gre postopoma, ne? Problem je pa tudi tukaj, ker za sam mainstream vse to je pač tudi legislation, pač zakonodaja, a ne? Kakor razmeri, sploh če si Evropa, da bo tehnologija ful hitro prihitela, tako da pač, a ne, veš, institucije, katere so, veš, naprimer BlackRock in velike investment banks in velike banke, bodo te, ko bodo katalizator za tudi pač wider blockchain adoption, a ne? Pač bo ta trickling down efekt se zgodil, a ne? Tako da zdaj, ko so pa oni dobili neke okvire, znotraj katerih lahko delujejo, naprimer Mika in v Ameriki tudi svoja zakonodaja, ki so pripravljena in tako naprej, bodo vedeli, kaj lahko delajo. Ker zdaj niso vedeli, a ne? Zdaj podjetje, ki ima ful denarja, niso vedeli, kaj lahko zdaj naredijo z Ethereumom, pač, mislim, ok, to je zdaj malo neumen primer, ampak tako niso vedeli, ali lahko posvojajo denar dalje, a ne? Tako da... Ali lahko kupujejo, kako lahko sploh izkoristijo, ne, te probleme, recimo, si omenil BlackRock, večje korporacije, recimo Larry Fink je zdaj pred kratkim, mislim, da kakšen teden nazaj, omenil, recimo, da si želi zelo hitro tokenizacije, ne, recimo, da si želi tudi, da bo njihov sektor, njihova agencija za trg vrednostnih papirjev nekako, da čim prej odobri postopke tokenizacije in da bi se lahko tudi tja preselile, ne, tradicionalne finančne institucije. Misliš, da tukaj recimo se nadejamo samo pozitive, torej recimo, da bodo imeli ljudje dostop do tokeniziranih produktov, delčka nepremičnin ali pa kaj takega, ali je tudi na drugi strani treba paziti, da ne bojo izkoristili to tradicionalne institucije za to, da bo lahko trading na blockchainu 24/7 nekako celodnevno in hkrati bojo pa oni seveda pobirali neke delčke teh gas fee oziroma stroškov, ne. Mislim, da spet se vrnemo k efficiency, a ne k učinkovitosti. Mislim, jaz kot lastnik podjetja, jaz hočem, da imajo podjetje učinkovito, tako da meni maksimizira profita, ne. Tako da, itak, da bodo izkoristili blockchain tudi na ta način, da bodo pač oni sami sebi povečevali profite in bodo pač na eni točki zmanjšali stroške, na drugi strani pač posledično imeli večji profit, ne. Tako da, oni so pogruntali, in oni bodo to zgodbo kar močno furali dalje, a ne. Zdaj spet to veš odvisno spet o kakšni tokenizaciji govorimo, a ne. Zdaj, če bomo mi imeli še zmeri IPO, pa se bo ta initial public offering, pa bo zdaj ti naredil navadne delnice, pa bo zdaj ti kar naenkrat imel pooblaščeno podjetje, ki bo lahko tokenizal te delnice, pa bo mogel to podjetje pri sebi shranjevati te delnice, pa kva smo pa naredili. Mislim, smo nekaj naredili, smo naredili za to boljšo nekako, za to boljši trading samih delnic v retailu, pa ne samo v retailu, ampak nismo pa vzeti stran tega faktorja, ker bi pač lahko ne zaupal neki spet centralni enoti, da bo tam zmeraj zares imela te delnice, a ne. Teorije nismo spremenili, ne, v bistvu. Teorije smo spremenili, ne, tako da pač dokler podjetja ne bodo začela svoje delnice direkt na blockchainu izdajati, pač pol nismo zares nič naredili, ne. To je zdaj dobro, kar se dogaja, ampak težko je danes v praksi delnico dati gor na blockchain, težko je prodati, kako jo boš prodal, ne gre. Mislim, spet govorimo o teh likvidnostnih bazenih, a ne. In nimaš te likvidnostnega bazena, ki bi omogočil, da ti prodaš delnico ven pa noter. Swarm so prvi
mislim, da so tako najdlje zdaj prišli od vseh, ki tokenizajo delnice. Ampak še zmeraj deluje nekako na bit pa eska, še zmeraj pač poveže pa nekoga, ki hoče prodati delnico z nekom, ki hoče kupiti delnico. Medtem, ko danes je na primer to že veliko bolj na teh Robinhood in raznih platformah, veliko bolj preprosto to delati, ker ima samo na svojih knjigah in to je to, ni decentraliziran. Tako da, malo sem se... Ja, ni panike. Koliko časa misliš, da smo stran sploh od te tokenizacije, potem recimo nekih realnih sredstev? Recimo, da je to misel zdaj Larry Fink. Koliko ti misliš, je to še svetlobna leta, se že bližamo temu? Smo že tukaj. Smo že tukaj? Smo že tukaj. Aha. Slovenija tokenizala svoj dolg. Aha. Na blockchainu so oni izdali obveznice prejšnji let prvič za 20 milijonov. Mislim, da je bilo 20 milijonov in je Slovenija prvič dobila kapital preko blockchaina. Bil je nek testen projekt, se mi zdi tudi. Tako da, ampak ja, pa že tokenizamo, se pravi, temu lahko rečeš tokenizacija zadolževanja. In to se je zgodilo. Torej Slovenija zdaj na primer že zadolžena nekje v stablecoinih. Ok, super. Mem tega skoraj da ne morva, ker je to vroča tematika. Umetna inteligenca, blockchain, sinergija med njima, malo sva že prej omenila, recimo za verodostojnost. A ti še kje druge vidiš povezavo med blockchainom in AI-jem, recimo, ima tudi Ethereum še kaj opravka z AI-jem? Blockchain lahko spostaviš use case posod tam, kjer moraš zagotoviti neko štedljivost podatkov in neko verifikacijo, da lahko zaupaš, da handlaš pravilne podatke. A je to medical, a je to AI, a je to proizvodnja, posod imaš možnost za blockchain. Ker tako da, eni sektori so bliže, AI na primer ima pač svoje potrebe, svoje probleme in na primer pač blockchain ful dober, ful se da gor, proizvodne rabijo, pač zihar rabijo, mislim, zihar bi jim to veliko pomagali, pa tudi delajo, na primer danes, mislim, da celo Kolektor furo imel neke poskuse z blockchainom, ampak ni pa to njihov tak pain point, da bodo zdaj kar vsi skočili gor na to, pa rekli, ok, gremo. Spet je to za nekako, da v AI-ju bo zelo pomemben, da boš ti lahko dal svoje podatke, monetiziral podatke, brez da bi, na primer, ti razkril svoje podatke. Ti boš lahko naučil... Zdaj smo jih zastonj dejali, ne zdaj. Zdaj smo jih zastonj dejali, Zdaj smo jih zastonj dejali, veš. Smo čel blockchaina, pa tega ZKP, Zero Knowledge Proofa, boš pa ti kar naenkrat lahko treniral AI modele, brez da bi razkril podatke, s katerim treniraš AI modele. In podatke to ljudem rečeš, so oni tako, what the fuck, kaj se dogaja. Ampak ja, pač smo tam, pač to se lahko danes zgodi, tako da, ampak... Počasi, postopoma. Super. Povej mi še nekaj glede Vitalika Buterin'a. On je v bistvu še kar ključna oseba projekta Ethereum, ne? A se ti zdi, da mogoče on, čeprav je idejni nekak vodja in tudi ustanovitelj, razvijalec tega projekta, misliš, da bi lahko tudi po eni strani pripeljal do nekega propada, ker ima pa kar velik vpliv na sam projekt Ethereum. Smo že videli par takih situacij, recimo Sam Bankman-Fried pri FTX-u, Do Kwon zdaj pri tej Terra Luni, ki se ga omenil, one dva sta malo previsoko letela in pa tudi zelo nizko padla, pa tudi mnogi iz tradicionalnih financ. Se ti zdi, da je to opcija, popolnoma zaupaš Buterinu? Mislim, družbe kot za zaupati mu nimam, pač model ima celotno zelo velik premoženje v rokah. Bomo tako rekli, tako da pač družbe, da mu kot zaupati mu ne moreš, a lahko Buterin izvede neko Sam foro ali pa ta Do Kwon foro, ne more zares izvesti. Mislim, oni stojijo zadnji za Ethereum developmentom, in pač težko bi on danes manipuliral s temi sistemi. Če bi se danes izkazalo, da on sodeluje pri nekih zadevah, ki perejo denar, bi definitivno to Ethereum Ether čutil in bi dal padla cena in tudi bi nekako mogoče šel veter v nasprotno smer razvoja, zdaj bi bil nek impact. Ampak ni pa spet tako, da bi lahko on zdaj nekaj naredil, pa da bi lahko zdaj vse
padalo v vodo. Še vse nima toliko moči zaradi te decentralizacije, da bi lahko ogrozil cel projekt. Mislim, ali še greš na konference, pa ko vidiš ljudi, pa developerje, ki se pogovarjajo, pač on ima moč to, da mu ljudje sledijo. Pač nima on moči na način, da lahko on nekaj zmanipulira podatke na samem blockchainu. Pač una dva sta oba manipulirala zadeve, pač sta delala illegal activities as such. On gre in ima te svoje tokene, tam čist awkward in bogi, a veš, in sem tako, pač, a veš, sem tako, pač pove in če mu bo folk sledil, mu bo, če mu ne bodo in tako naprej. Tako da veliko se ukvarja s communityjem, veliko se ukvarja s developmentom, pač hodi na te toke, a veš, tako da ni to nek model, ki bi zdaj obračal, mislim, hvala, da obračal tudi dober denar, don't get me wrong, da je to dobre investicije in vse to, ampak veliko da pač tudi v sam development, ki pač ga čaka še veliko. Ok, se pravi, te ni strah, da bi Vitalik kaj ušpičil na tak način. Se tudi strinjam s tabo, no, sicer, ki ga vidiš, res ti je jasno, da njegovo srce bije za to tehnologijo, no, in za nič drugega, tako da smo kar v varnih rokah glede tega, res atipičen človek, sploh po moje, ko prije do financ, mu ni jasno, kako močen v bistvu je v resnici. Tudi takrat, ko je tiste Shiba Inu projekt, on je bil v bistvu en glavnih, oziroma te, ko so ustvarjali Shiba Inu, so polovico tokenov njemu poslali, pa je zelo velik delež. In ko so dokazovali, da ima on to na svoji denarnici, nekako so kar naenkrat vsi skočili na ta projekt in zato je takrat prvič tako zrasel, kot je. In kaj je on naredil, namesto da bi vsem uničil sanje in zdaj to prodal in zaslužil ne vem koliko milijonov, morda celo $1 milijard, je lepo zažgal tistih 6 milijard takrat vrednih tokenov. Prav vse mu je bilo, je polepšal življenje kar nekaj ljudem, tako da res vidiš, da je človek na mestu, vsaj iz finančnih vidik. Pejva še malo na Ethereum, pa mogoče prihodnost globalnih financ. Se ti zdi, da bi lahko Ethereum, veliko se govori, da bi kriptovalute, sploh recimo Bitcoin, postale tudi nekak zdaj sistem za finance, da bi nadomestile fiat valute. Se ti zdi, da Ethereum ima tudi tle nek stake zraven, bi tudi to opcijo vidiš, a je to možno, bi lahko postalo neko sredstvo za globalne transakcije, mogoče bi lahko nekako nadomestil finančne sisteme trenutne, ali se ti zdi, da to ni primarna? Vidim prihodnost, kjer bodo banke zginile, pa kjer bo in evro zginil, in dolar zginil, in kar bo vse zginil. Tega ne vidim, če zares, mogoče sami moja domišljija ne deluje dovolj učinkovito, ampak za dolar je vprašanje. Fiat valute se preko šle vsaka sesuje sama vase, pač narejene so zato, da se pač enkrat sesuje. Tako da ta deflationary model, ki ga je Ethereum izpostavil, naprimer, definitivno make sense, samo introdusa pa noter pride po drugih vprašanj. Kako zagotoviti pač neko tržno menjavo, oziroma pač kako spostaviti nek trg na toliko volatilnih zadevah. Razen, veš, če bo to enkrat adoptan, kakor je, ne vem, standard zlato, pa kaj tazga, da ne bo toliko volatile, pa že veliko lažje take stvari vzpostaviti. Tako da, kar se tega tiče fiat, kripto, so definitivne prednosti, pa je mogoče sprememba. DeFi pa sam bo pa definitivno imel tak impact na naše bančne sisteme, da nam pomagam, da niti jasno ne bo. Zdaj, a bo to tako, a si bom zdaj predstavljal, da bo zdaj neka teta Lenka doma pač uporabila MetaMask in vzemala posojila prek MetaMaska? Verjetno ne. Dvomim, a bi to lahko že mi delali, pač mogoče ker smo mogoče malo bolj tech savvy, pa so nam jasne zadeve. Ampak definitivno pa banke ne bodo več edine finančne institucije, ki naprimer pomagajo financirati sisteme pa podsisteme. Že naprimer Apple, vidiš, Apple postaja ena ogromna banka preko celej, že na dobri poti. Pa naprimer, veš, imaš 6-7 podjetij, ki ima full casha, ne veš, kaj bi s cashom, pač oportunitetni stroški gore dole, ta inflacija ti pač žre denar, ne bi se šli nekega tega investiranja gor dol, veš, in lahko se 6 podjetij skupaj združiš, da denar skupaj in potem tako začne, ne vem, neko drugačno investiranje, decentralizirano, da spet omogočiš ljudem, ne vem, financiranje, kratkoročno posojila in tako naprej.
to, kar je na primer danes bolj rezervirano za bolj finančne inštitucije, a ne, bodo to lahko začela delati podjetja sama. To je to, ne, pač na primer ne boš denar več odnesel na banko in bo banka tako, ok, hudo, zdaj bomo mi tebi dali sploh slovenske banke, tako zdaj te bomo dali 0,1% za enoletno obrestno mero, one bodo pa naprej kasirale pač 5-6%, a ne, pa si sam tako tega se ne bo več dogajalo. Danes pač lahko, če imaš preveč denarja, ga dogor na nek protokol, zaklenil, ga naprej posojil, nekdo bo tam, ki se bo sposojil ta denar, valjda tudi tam obstaja platforma, ko vzema potem svoje procente, valjda, a ne. Ampak ne se pa platforme pobijajo med sabo, pač kdo bo naredil boljšo, ful dobro, a ne. Pač ne bo več tega, ker imajo banke neki ta svoj ustroj, ampak pač tam bo dejansko pač se competition prosti trg naredi svoje. Tako da ja, tam bo pa zelo velik impact bo pač blockchain pa na banke in na sisteme, kako danes jih poznamo, no. Tako da, ja. Se pravi, ja, je Ethereum tisti, na katerega lahko računamo za decentralizirane finance. Super, veš, kaj sem te hotel še vprašati za konec, malo bolj drugačno vprašanje, da nova čistko tehnično. Ti osebno, katere, recimo, 3 projekte na Ethereum omrežju sam najbolj spremljaš, kaj te najbolj zanima, pa zakaj, recimo? Ja, mislim, veliko je enih kopij projektov, ki pade ven, ampak če si prej omenil, je za začetek Render. Je definitivno eni, ki so tale flagship produkt, ki so omogočili computation prenesti, ki so omogočili computation, oddajo svojega computation powerja s pomočjo blockchaina. Definitivno en projekt, ki ga je vredno spremljati blizu. Drug bi rekel, da so potem že malo bolj infrastrukturni projekti, malo bolj projekti, ki so mogoče malo bolj dolgočasni na prvo žogo, ampak na primer Ethereum Swarm, eni, ki skrbijo za decentraliziran storage, se pravi decentraliziran Google Cloud, ena zadeva, ki je tako zelo mi blizu, pa jo zelo rad blizu spremljam. Drug projekt pa, ki sem sam delal na njem, pa živi zdaj v New Yorku, je pa Trips. Trips projekt, ki pa skrbi za tokenizacijo copyrightsov. Avtorske pravice. Tokenizacijo avtorskih pravic. Ja, se pravi, YouTuber, ki ima svoje copyrightse na svojih YouTube posnetkih, lahko te copyrightse tokeniza in jih potem proda naprej. To pa zelo zanimivo. Ja, veš, in pa karkoli te copyrights generirajo glede ad revenue, potem ki je tebi dal denar, potem ta ad revenue dobiva, plus nek benefit on top, Tako da ja, pač ogromno to je pa zelo zanimivo uporaba, moram reči. Ja, ful enih novih finančnih inštrumentov bo in teh zadev, tako da pač, ja, tako da to so tako neke ful blizu. Top 3 reči je ful težko. Ja, verjamem. Je ful težko, ful imaš enih drugih stvari, ampak ja, to se na primer tako ta je zelo zanimivo. najboljše. Kako pa to, da si potem nehal s tem, ali je projekt šel? Ker sem bil v service biznisu, prej sem šel v deep into crypto, bolj v, se pravi, service business, prišel nek klient in je bil tako, imam cash, nekaj bi rad naredil v tem smeri in pa si se mogel za njega spomniti, kaj bi za njega pa razvil. Tako da a sem prišel z neko idejo, pa si jo pa tako. Ampak zelo zanimiva ideja, no. Mislim, gre dobro projektu? Ja, kar v redu, ja. Tako, mislim, marketing ima čisto verjeti, kakor vsi Web3 projekti, čist grozen. Ampak, ja, kar ti že tako, development worka, pa kar se tiče njihovega dela na GitHubu, je pa kar good, ja. Ok, super. Kaj sledi z Ethereum? Kaj se tebi zdi, kaj je naslednja zadeva, naslednji velik korak, v katero smer se bo Ethereum razvijal? Kaj sledi za ta projekt zdaj? Kratkoročno, recimo, naslednjih 3 leta, recimo. Veliko je reševanja težav, ki si jih sam povzročaš. Mislim, a veš, trial and error, pogruntati, ki pušča. Sej, itak smo mi zunaj, ki smo pač lahko ful pametni, pa smo tako šele zdaj se to pogruntali, pa še te couch komentatorji. Tako da pač veliko bo čez prakso bodo pogruntali stvari, pač kje pije vodo in kje voda ne pije. Definitivno, kar bodo pač mogli poskrbeti, je to, da se
da se dejansko pač začne ustvarjati poslovna vrednost gor na chainu. Zmeraj bo ta špekulativen duh prisoten. Vse več ljudi bo najverjetneje se onboardal na blockchain, sploh naša generacija, ki smo nekako veliko bolj tako tech-savvy s temi zadevami in so nam jasne. Tako da ta user base se bo povečal, ampak če se ne bo sočasno zraven povečal kritičen delež tudi za nek posel in da pa še neka biznis logika v ozadju, pa bo mal problem. Tako da pač veliko delati z industrijo, veliko poslušati, pogledati, v kateri smeri grejo in tako naprej. Ne skočiti na vsako žogo, na vsakega, ker nekdo nekaj developa pa tako naprej, ampak to je to. Se pravi dejanska podjetja čim več on-chain na samo tehnologijo. Ja, dejansko podjetja čim več on-chain pa pač infrastrukturno reševati stvari. Infrastrukturno narediti decentraliziran sistem, obdržati decentraliziran sistem v takšni meri, v kateri je Ethereum danes, je težko. Je težko. Zdaj, a bodo zdaj z Layer 1, Layer 2, Layer 3, kakorkoli, a bodo zdaj uspeli priti do tega, da bodo naredili skalabilen sistem, je vprašanje. Jaz sem skeptičen. A bo ten trade-off v enem trenutku, da ne bodo več tako decentralizirani. Če se bo to zgodilo, je z Ethereumom najverjetneje konc. Tako da, ja, a veš, ful je dobro biti v kriptu in pač pomagati drugim builderjem po projektom, ker pač biti direktno do vrtu v teh zadevah in pač pol se z vsem tem ukvarjati. Pač nima lahke prihodnosti, definitivno. Verjamem. Povej mi še iz vidika, zdaj bo mogoče še ena tematika, ker še vsem smo investicijsko podjetje, iz vidika naložbe, kako vidiš kriptovalute? Kaj bi svetoval mogoče nekomu, ki bi se želel podati v kriptoinvesticijo, recimo? Ja, definitivno, mislim, izobraževanje, primarno. Ljudje naj si vzamejo onih 2-3 ure časa, da razumejo tehnologijo v ozadju, ne samo na svet od nekoga. Nekdo ti zmeraj lahko pove, to je ful dober, pa to bo zrasla vrednost, kvantne analize in tako naprej. Že lahko že nekaj pove, kaj se bo zgodilo v prihodnje, in je dobro, da imaš tudi te ljudi, ampak vzemite si cajt, pa pač preberite, kaj se sploh dogaja v ozadju za temi zadevami. Iti v kripto noter, iti v blockchain, v decentralizirane finance noter, ne pomeni, da moraš zdaj iti da moraš zdaj kupiti Bitcoin, ali pa moraš zdaj kupiti Ether. Lahko tudi svoj denar, ki ga držiš na računu, preneseš noter v decentralizirane finance, v DeFi noter, na blockchain. Lahko definitivno in potem ta denar posodiš naprej. Lahko definitivno dobiš boljše donose, bi se uporeči, kakor pa pri današnjih bankah, na primer. Tako da pač naj se sam, ko bodo začeli se spoznavati s temi sistemi in s temi orodji, ne pomeni, da mora iz prve sprejemati neke takoj tvegane pozicije. Lahko začnejo postopoma počasi. Pa naj si, na primer, probajo z denarnico in tako naprej. Zato govorim, ne če grejo preko vas, ampak če, na primer, sami probavajo. Naj probajo z manjšimi zneski, naj vprašajo te zadeve, naj tako malo začnejo okoli igrati. Ampak res naj to delajo z majhnimi zneski, pa naj to ne delajo na Ethereumu, kjerkoli druge sem na Ethereumu, ko bodo počali kaj nori. In to je to. Če se pa ne spoznajo sami na tehnologijo, če ne vejo, kaj so trendi, kam gre narativ v tej smeri, naj najde pa skupine, ki za njih investirajo. Ker pač to so ljudje, ki potem pogledajo, kam bo to šlo naprej in tako naprej. Povej mi, si upaš podati kakšno napoved za ceno Ethereuma, recimo do konca tega leta, čez 5 let ali pa kakorkoli? To the moon. To the moon. Vrhunsko, odlično. To je to. Sky's the limit. Tako da ni meje. Ok, super. No, meni je zmanjkalo vprašanj, rad bi še mogoče povej gledalcem Ethereum Slovenija, kje vas lahko najdejo, kaj lahko naredite za njih. Najdejo nas na LinkedInu, na X-u, na Meetup skupini. Pogooglite naše imena, ki delamo te vsebine, bodo videli.
Tako da, ja, vse tam nas lahko najde. Ok, super. Ja, ful sem se lahko tole predovzdal. Pač sam naj... Tako kot vsi kriptoprojekti, rabite malo na marketingu. Točno to, ja, Dela, točno se to. zato Točno to, ja, tako da ne, pač naj pogoogljajo zadeve in naj bodo videli tako, smo na vseh večjih kanalih, tako da. Super, ste aktivni. Noč Stane, najlepša hvala, da si nas obiskal, veliko informacij sva dala, pa upam, da se bomo še definitivno kdaj srečali, mogoče celo na tem podcastu sedeli. Hvala ti. Tako je, hvala tebi.